Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o še enem atentatu na Hitlerja. Mimogrede, Adolf Hitler je preživel kar 42 atentatov. George Elser, bizar iz majhne nemške vasi, človek, ki bi lahko sam spremenil tok zgodovine, je leta 1939 pripravil zapleten, tehnično dovršen atentat na Hitlerja in deloval je popolnoma sam. Brez pomoči, brez politične stranke, brez denarne podpore, brez javnosti in skoraj mu je uspelo. A ker ni pripadal nobeni veliki zgodbi, so ga vsi pozabili, tako nacisti kot zavezniki. Njegovo ime je v povojni zgodovini tonilo v pozabo. George Elser se je rodil leta 1903 v vasi Königsbronn na jugu Nemčije. Bil je tih, natančen in izjemno spreten z rokami. V prostem času je igral v orkestru, a tudi veliko opazoval svet okoli sebe. In to, kar je videl po letu 1933, ga je razjezilo. Res je sovražil naciste. Ne zaradi ideologije, ampak zaradi tega, kar so počeli navadnim ljudem. Zaradi vojaške diktature, nasilja, cenzure, laži in zato je sklenil, da bo ukrepal kar sam. Jeseni 1938 je začel načrtovati atentat. Vedel je, da Hitler vsako leto 8. novembra govori v pivnici v Münchnu. Zato se je tja odpravil že skoraj leto dni prej. Vzpostavil je rutino. Vsak večer je ostal po zaprti pivnice in počasi previdno vrtal v govorniški oder. Tam je želel skriti bombo. Da bi prišel do eksploziva, si je poiskal delo v kamnolomu. Noč za nočjo je sestavljal mehanizem, ki bo sprožil eksplozijo. Tempirano z 2 urama, z rezervnim sprožilcem in dodatnimi varovali. Njegov stroj je bil tehnično zelo dovršen. Za izdelavo je porabil skoraj 1 leto. Bil je tako prepričan v svoj načrt, da je 6. novembra 1939 zapustil München in odpotoval proti švicarski meji. A tam se je zataknilo. Pri kontroli na meji so ga ustavili, ker ni imel potnega lista. Ob pregledu so našli dele mehanizma, razglednice s skicami pivnice, uro, orodje. Vse je kazalo, da nekaj skriva. Ko so zaslišali, da je bil v Burger Brau Kellerju, jih je začelo zanimati še bolj. Na koncu je sam priznal, da je skušal ubiti Hitlerja, da je deloval sam in da je vse sam izdelal. Ampak nihče mu tega ni verjel. Nacisti so bili prepričani, da za atentatom stoji britanska obveščevalna služba. Elserja so začeli mučiti, pretepati, ga zasliševali dneve in tedne, a ostal je pri svoji zgodbi. Bil je sam, nič Angležev, nič komunistov, nič podpore, sam je načrtoval, sam je izdelal bombo, sam jo je podstavil. In medtem se je zgodil čudež. Hitler je tistega večera govor končal prej kot običajno. Ob 21:07 je zapustil pivnico. Bomba je eksplodirala ob 21:20, točno 13 minut prepozno. Eksplozija je uničila oder, ubila 8 ljudi in ranila več 10 drugih. Če bi Hitler govoril le nekaj minut dlje, bi bil mrtev. Elserja so zaprli v koncentracijsko taborišče, najprej v Dachau, nato pa so ga premestili v posebne celice v Münchnu. Tam je bil zaprt skoraj 6 let, mučili so ga večkrat, a do sojenja nikoli ni prišlo. Aprila 1945, tik pred koncem vojne, so ga nacisti ubili. Ustrelili so ga v zatilje in ga zažgali v krematoriju. Njegova zgodba se ni končala z vojno. V povojni Nemčiji ni postal junak. Zahodna Nemčija ga ni želela slaviti. Bil je sumljiv, ker so nekateri mislili, da je bil komunist. Vzhodna Nemčija ga je sicer priznala, a predvsem kot propagandno orodje. Nihče ga ni vzel zares. Bil je osamljen, napačen junak. Ni bil del gibanja, ni bil del vojske, bil je navaden bizar. Šele leta 2011 so mu v Berlinu postavili spomenik. 17 metrov visoko skulpturo, ki stoji na Wilhelmstraße, blizu Hitlerjevega nekdanjega bunkerja. Danes vemo, da je imel prav. Danes vemo, da je bil sam. In vemo, da bi bil svet drugačen, če bi imel le nekaj minut več. Hvala, da si gledal do konca. Če želiš podpreti moje delo, lahko postaneš član kanala ali doniraš. S tem mi boš pomagal raziskovati zgodovino z še večjo motivacijo. Se vidimo v naslednjem videu. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.